Gre že za res in skrajni čas je za začetek nove sezone Kajak Kanu magazina. Pred nekaterimi tekmovalci so najpomembnejše tekme, za drugimi je že dobršen del sezone. Kako pa je z vami? Ste se že usedli v svoj kajak in kanu ter naredili prve zavesljaje? No, v letošnji sezoni vam bomo pripravili kupico zanimivih podatkov in informacij tudi o vašem rekreativnem udejstvovanju. Zato vabljeni, da ste tudi letos naši zvesti gledalci in gledalke. 4 preizkušnje v Tacnu so določile postavo slovenske reprezentance v slalomu za letošnjo sezono. V manj kot 10 dneh je bilo potrebno izpolniti postavljeno normo in prepričati z rezultati. Vsi so iskali svojo idealno linijo, ki bi jih popeljala na najpomembnejše tekme. Vložek je bil izjemen, zato nihče ni želel ničesar prepustiti naključju. Forma še ni tako visoka, da bi lepo šel čez progo, pa bi že točno vedel, kako se bom gibal oziroma kako bom šel česa. Nimam še prav dobre predstave o mojem veslanju, tako da sem mogel res natančno pogledati progo pa vodo, da sem pol vse skupaj sestavil in mi je ratal, da sem nekako normalne 2 vožnji odpeljal, da je bilo dosti v reprezentanco, kar je bil pa v bistvu tudi cilj. Sigurno je ena lepa šola, kako veslati tudi pod pritiskom, kako štartati z določenim bremenom. Se pa bolj zbrati na Evropskem prvenstvu, pa tam delati res, kako je treba, peljati sproščen, pa se tudi kak rezultat lahko naredi. Stresnemu obdobju izbirnih tekem kmalu sledi prvi vrhunec sezone. Evropsko prvenstvo v prestolnici Avstrije. Svetovni pokal sestavlja 5 tekem, med 13. in 15. junijem se bo znova ustavil v Tacnu. Finale pa bo sredi avgusta v Augsburgu. Septembra pa potem še svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile Združene države Amerike. Do zdaj smo upravili praktično ves začrtan program. Zdaj nekateri tekmovalci z manjšimi mogoče korekcijami zaradi kakšnih svojih individualnih manjših poškodb ali pa kakšnih drugih problemov, ampak v glavnem pa je bil celoten program speljan in mislim, da so tekmovalci tudi na teh izbirnih tekmah pokazali, da so dobro trenirali preko zime in da so dejansko njihove vožnje bile tukaj na izbirnih tekmah zelo na visokem nivoju. Najvišje cilje v novi sezoni ima znova Peter Kauzer, ki je bil najbolj suveren na izbirnih tekmah. Še pred zadnjo si je mesto v moštvu zagotovil tudi Janoš Peterlin, stotinke pa so odločale o 3. članu kajakaške ekipe. Konkurenca je ostra, a prvi mož naše vrste pomni, da je bilo že tudi huje. Je bilo še bolj. To je bilo pa glih obdobje, ko sem jaz počasi prehajal iz mladinskih let gor. Takrat smo imeli pa bom kar naštel, Andraž Vehovar, pa imaš Fedija Marušič, imaš Uroš Kodelja, Aleš Kuder, zdaj ko je trener Simona Brusa, pol so bil Dejan Kralj, Andrej Nolimal, Miha Terdič, pa jaz, tako da nas je bilo 8, se nas je borili za tiste 3 mesta, oziroma 4, takrat je bilo še 4 do leta 2003. In ja, je bilo kar brutalno, takrat je bilo mečkrat drugače kot zdaj. Je dostikrat bil, kjer tudi od boljših tekmovalcev razočaran. Tole je letošnja postava kajakašev, kjer ima na tekmah svetovnega pokala Slovenija pravico nastopa s 4 tekmovalcev. Na Evropskem prvenstvu, s katerim se odpira glavni del sezone, pa bodo nastopili 3. Izjemen boj za 3. mesto v reprezentanci je pripadel Simonu Brusu, ki je zadovoljstvo takoj delil svojim najbolj zvestim navijačem. Kaj si mi povedal? Ja, nič, da sem vesel, se je ona tudi vesela, se je čul, tako da vse je fajn. Ja, kako pa drugače? Zahteven teden je za tabo, ne? Tole je pa bil stres pravi, prava priprava zdaj na te tekme, ki pridejo. Ja, posebej včeraj po prvem teku. Ne vem, sem se kar malo zasekiral, ampak z drugim tekom sem se nekako dor prelezal, čeprav ni bilo fajn, ampak sem si pač odprl pot za naprej, za danes. Pri dekletih drame ni bilo.
Urša Kragelj in Eva Terčelj imata znova visoke načrte, slovenska ekipa pa je ponovno tričlanska, saj jo je dopolnila še Ajda Novak. Jaz predvsem upam, da bom res te težave, ki jih imam z ramo, da se bojo omilile bolečine, ker imam zdaj, recimo v tem konkretnem obdobju sem imela res težave in bi si želela opraviti kar precej več treningov na tej progi, pa jih zaradi tega nisem mogla, tako da predvsem to. Trenutno nekako še nimam najboljših občutkov na vodi, tako da predvsem, da bi res dobila te prave občutke, da mi čoln teče in da bi bila sama zadovoljna z vožnjami, ker na koncu je najbolj važno to, da bom zadovoljna, ja, tako da rezultatsko se ne mislim obremenjevati in mislim, da če bom odpeljala dobre vožnje in se lahko zgodi marsikaj. Kanuisti so pred izzivom nadgradnje lanskih uspehov. Luka Božič pa bo znova najbolj zaposlen član naše vrste, saj si je reprezentančno mesto zagotovil v kar 2 disciplinah. Ja, v bistvu jaz sem sezono začel že s svetovnim prvenstvom 23 let. Vedel sem, da bo letos še daljša sezona. Septembra je še malo bolj pozno svetovno prvenstvo člansko. Tako da je pa vmes malo več časa, tako da se bomo dobro pripravili. Najverjetneje bomo tudi spustili kakšen en svetovni pokal, da se res v redu pripravimo na svetovno prvenstvo, ker lani smo videli, da s tolikimi štarti v obeh disciplinah, vsaj za mene, je kar naporno in se težko pripraviš na glavno tekmo sezone in da si tudi tam v dobri formi. Mislim, da smo kar močni v Sloveniji v kanuistični kanu zasedbi, tako da je to še sigurno en dodaten trening pred večjimi tekmami, ki se lahko že med sabo dobro tekmujemo in tudi ekipno mislim, da bomo letos čim več. Napoveduješ medaljo, mislim, da hočeš napovedati kakšno medaljo. Ja, sigurno, saj to ciljamo, mislim, to nam je cilj, ampak zdaj pustili se bomo pa presenetiti. Luka Božič in Sašo Taljat ne bosta edina slovenska posadka dvojcev, saj bomo na največjih tekmah spremljali tudi lani najboljša v svetovnem pokalu spusta Petra Žnidaršiča in Luko Žganjarja. Sigurno si vesel, ko osvojiš medalje in isto je pri nama, kar je manj, ponovadi nisva zadovoljna in se zmeram trudva to doseči. To so torej naša železa, ki gredo pogumno v ogenj najpomembnejših tekem sezone. Še katerega izmed slovenskih tekmovalcev lahko pričakujemo na tekmi v Tacnu, drugi pa bodo morda svojo priložnost iskali na preizkušnjah v spustu. Vse tekme bodo v mesecu juniju, najprej svetovno prvenstvo v italijanski Valtellini, svetovni pokal pa se bo v celoti odvil v Avstriji. V bistvu vsi, ki zdaj dirkamo, ki se borimo za prva 3 mesta v reprezentanci ali pa 4, kolikor je, se mi zdi, smo vsi zelo trdo trenirali. Zdaj tempiranja so bila drugačna in to se pozna. Trenirali smo pa vsi veliko. Pa ne vem, dajmo rečem že Berčič, recimo, da je dobro treniral letos. Neki Luka Božič mi zelo naspediran deluje, tako da mojem rekel količinsko kar on. Ja, jaz ne. Jaz. Ja, mislim, da Peter Kauzer je kar dost letos treniral, mislim, da se je kar nazaj spravil precej, tako da drugače pa nasplošno se mi zdi, da cela ekipa smo kar dobro trenirali. Sprinterji na mirnih vodah so opravili s tekmami svetovnega pokala. Na uvodni tekmi v Milanu sta v kajakaškem dvojcu presenetila Alana Polonijo in Simon Blaževič, ki sta se uvrstila v finale tako na 1000 kot tudi na 500 metrov in tam zasedla 7. ter 8. mesto. Tole so najboljši rezultati slovenskih predstavnikov.
Sprinterje na mirnih vodah sedaj čakata še Evropsko prvenstvo, ki bo sredi julija v Brandenburgu, in svetovno prvenstvo mesec dni kasneje v Moskvi. Najboljši slovenski tekmovalci pa se bodo udeležili še domače tekme svetovnega pokala v maratonu. Bohinjsko jezero bo 7. in 8. junija gostilo 2 tekmi svetovnega pokala v maratonu, ki sta za organizatorje tudi test za Evropsko prvenstvo, ki bo pri nas prihodnje leto. Tudi v mednarodni zvezi radi vidijo, da so nova prizorišča, da se širi krog organizatorjev, ker v teh časih je tekme organizirati zelo težko in zaradi tega je pač ta tekma v Bohinju. Siguren sem pa tudi, da bo vse dobro uspelo, ker sodelujemo na vseh ravneh v občini, od turizma do župana občinske uprave in ostalih prijateljev športa. Jaz mislim, da je to odskočna deska, da to je prva pač taka velika prireditev. Dejansko se na teh prireditvah potem začnejo zadeve nadgrajevati, tako kot svetovni pokal v smučanju ali pa v katerem koli drugem športu. Če si enkrat v koledarju svetovne zveze, potem pomeni, da imaš priložnost, saj moja ocena je taka, če si dober organizator, da to lahko počneš vsako leto. S tem seveda je tudi afirmacija večja športa, afirmacija kraja in seveda počasi tudi več gledalcev, več zanimanja za to športno zvrst. Mislim, da je kupica pozitivnih segmentov, ki vplivajo na to, da je to dobro tako za kraj kot za šport. In sedaj je prav, da spoznamo specifiko maratonske tekme. Svoje izkušnje bosta predstavila klena bohinjska kajakaša Rok Šmit in Mitja Odar. Najboljši tekmovalci štartajo kakor šprinterji na 200 metrov. To je ogromna frekvenca, samo mlatenje, zelo hitro. In med tem mlatenjem je to nevarno, se pravi, vsak tekmovalec je nevaren za svojega soseda. Ja, predvsem moraš merkati na sotekmovalca na štartu na levi pa desni, ker se velikokrat zgodi, da ali te kdo udari po glavi ali ti čoven, ali pa ne moreš zaveslati, ker ti lahko poškoduješ tudi drugega tekmovalca na štartu. Se zgodi tudi, da lahko se kdaj kakšnega tudi zvrneš, ker ga udariš po čovnu, po boku in izgubi ravnoteže, ker so tudi veliki valovi, tako da je tudi ravnoteže velik problem na štartu, tako da poskušaš biti s prvo skupino. Kako brezbrižni so pravzaprav tekmovalci, če lahko temu tako rečem? Verjetno vsak gleda predvsem na samega sebe, za druge se kaj dosti ne zanimajo, ne? Ja, veliko je stikov v tem športu in moraš biti pripravljen na vse. Potem pa pridemo do portaža, ne? Ja. Tako se reče, to je zelo atraktiven del proge. Najprej pride ta izstop iz čolna. Ja. Portaž je se pravi menjava iz veslanja v tek, je laufaš s čovnom na rami ali pa ga držiš v rokah. Je treba paziti, ker je možno, da če ni pomola, stopiš v pregloboko vodo, izgubiš lahko tam veliko časa in moraš merkati tudi, ker te lahko s kakšnim krmilom kdo po glavi udari, se poškoduješ. Pri prihodu v čovn je treba pa merkati, ker je čovn nestabilen, da ne stopiš na neuravnoteženo točko v čovnu, se lahko prevrneš in potem izgubiš stik z skupino, s katero si priveslal na začetek portaža. Kaj se sploh še potem zgodi na sami vodi? Je to bolj taktičen del tekme ali kolikor pač vsakemu ostane še moči? Ja, na koncu je zmeraj šprint pred ciljem. Tudi vmes med tekmo so razni šprintki na vodi. Nastanejo največje razlike med tekmovalci? Ja, veliko je kar štart pomemben, pa potem pred cilju je tudi zelo važno, da dobro veslaš. Svetovni pokal bo v Slovenijo prvič pripeljal najmočnejšo konkurenco v tej disciplini. V soboto je na sporedu sprinterska preizkušnja na 3,6 km, v nedeljo pa 30-kilometrska klasika. Imamo nekje 40 profi prijav iz tujine, računamo še na nekaj Slovencev, ki bodo prišli tudi kot amateri, tako da računamo na več kot 50, nekje do 60 tekmovalcev, prihajajo iz 8 držav evropskih, tako da bo tudi leto že kar na nivoju. Seveda pa
je ta prvenstvo letos, ta svetovni pokal je tudi za nas neka prava generalka za naslednje leto, ko pa mi gostimo Evropsko prvenstvo v kajak maratonu. Včeraj po tekmi sem pleskavice pojedel, tako da sami presodite. Jaz pravim tako, če poslušaš svoje telo, ti samo pove, kaj ti rabiš, pač ti spoje, ne glede na to, je to pol kile sladoleda, pol litra sladoleda, je to pol kile čokolade ali pa meso ali pa špageti ali pa salata, čisto vse. Ja, prav točno predpisan nimam, ampak večinoma testenine, pa seveda zelenjavo, solato, vitamine in tako prehrano. Izogibam se pic. Ja, ne jem po 10 uri, no. Drugač pa pustim tudi kakšen užitek, kakšna tortica, kdaj zvečer, pa drugač pa v mejah normale, no. Ni to vsak dan, ampak včasih tudi pa še kak McDonald's, pizza, kebab, čevapčiči. Včasih, ampak to je zelo redko. Sem Vitkudar Marušič, svetovni mladinski podprvak in spremljam Kajakonu magazin. Danes smo že predstavili slalomsko reprezentanco, pregledali rezultate sprinterjev in napovedali največje tekme te sezone. Ne smemo pa pozabiti, da sta Luka Božič in Vitkudar Marušič na svetovnem prvenstvu mladincev in mlajših članov v Avstraliji pred mesecem osvojila srebrni medalji. Predstavljamo vam mladinskega svetovnega podprvaka v kajaku. Eden izmed ciljev je bil dosežen. Že v Avstraliji seveda je bilo fajn dirkati tam doli. Zdaj pa naslednje pa ciljamo na mladinsko evropsko prvenstvo v Skopju, ki bo od 3. do 5. julija. Tam bi pač želel ponoviti uspeh oziroma izboljšati iz Avstralije, ampak pač je bilo že to lep dosežek. S prvo posamično medaljo z velikih tekmovanj je Vitkudar Marušič odločno zaveslal po poti svojega očeta, dvakratnega olimpijca Fedje in strica, prav tako nekdanjega reprezentanta Aleša Kudra. Divjo vodo ima torej v krvi, slalom v genih in ko smo razložili še sestavo priimka, se uspeh zdi logična posledica. Že kot otrok pač jaz se sedel čovom, pa ni preveč rad čisto po izbiri, potem se pa je nekega dne odločil, da bi rad poskušal v klubu, po 12 letih, dokaj pozno, mislim, da je začel hoditi v klub. Jaz sem mislil, da ga bo ta stvar mogoče minila čez nekaj let, bo pa je stvar postala kar vedno pač rad je treniral, vedno več mu pomenilo to. In potem se nekje lani, ko sem zdaj videl, sem preskočil na kakšno nasvet izkušnje. In tako so se pač stvari odvili, da sem letos jaz pristal tacno kot vodja skupine v mladincu in moram reči, da pač lahko pač celi skupini probam dati kakšna stvar iz izkušenj, kakšen nasvet. In mislim, da predvsem pa so cela skupina je 5 mladincev, homogena, se dobro razumejo, mislim, da eden drugega želijo naprej. Morate vedeti, da tudi Vit je imel v klubu vedno dobre trenerje, že od mladih rok naprej, se pravi Aleša Vrabiča, kasneje Simona Artla, zdaj Fedjo, ki so bili vsi nekoč, bom rekel, dobri ali pa vrhunski kajakaši, vsi imajo obilo znanja, tako da mislim, da ni rabo konkretno po nasvete hoditi k meni. Mogoče so se pa kdaj pred kakšno tekmo kaj pogovarjala oziroma pač kako kakšno kombinacijo odpeljati, ampak to je potem tako, pač jasno, jaz kot trener imam vizijo za svoje tekmovalce, on je pač imel verjetno svojim trenerjem svojo vizijo, tako da pač pol na koncu niti ne vem, a so se pač te pogovori kaj uresničili oziroma pač kombinacija variante, ampak drugače pa nič takega. Do prejšnjega leta sem delal v klubu z ostalimi trenerji na teh reprezentančnih pripravah, tekmovanjih s stricem, ki je tudi vodja mladinske ekipe. Od lani tam okoli aprila pa sodelujem s tatom, z očetom. Kakšno je to sodelovanje? Zelo dobro. Všeč mi je, ker pusti velikokrat proste roke, da samo nekatere smernice, katere se moram držati in ostalo pač prilagajamo oziroma poskušamo čim bolje izvesti skupaj. Ta naveza oče-trener,
To se zdi sicer kot neka zmagovalna kombinacija, pa verjetno ni. Pa ni tako težko, ne, ker ponavadi sem jaz tisti, ker more prenesati tiste jeze, frustracije, pa včasih se zdi, da kakšen nasvet gre kar mimo ušes, čeprav verjetno se nekje obdrži, ne, tako da s tem slišim malo težko. Se pa mogoče prej sem se mogoče res malo upal, da ga bo pač, da ga ne bo toliko potegnil kajak. Tudi zaradi, jaz sem že bil malo naveličan sveh tekem spremljena, zdaj sem pač tako sem spet vključen ta kajakaški cirkus, tako da pogovorno. Svetovno prvenstvo v Avstraliji, pa prej izbirne tekme in vsi treningi pa niso ovira, da dijak 3. letnika športne gimnazije ne bi sproti opravil tudi vseh šolskih obveznosti. Že razmišlja tudi o študiju na kateri izmed naravoslovnih fakultet, a še prej o dokončanju aktualnega šolskega leta. Tiste ocene, ki sem jih pridobil, so zelo dobre, nekaj jih pa še moram, tako da bomo skušali izpeljati do konca. Pač veš, kdaj moraš in kaj moraš za šolo narediti, potem tudi na treningu precej lažje, ker pač enostavno lahko tisti čas, ko si na treningu, ga porabiš samo za trening in izključno za trening, se pravi čas pred treningom in tudi pol mogoče malo časa po treningu za analizo. Tako da pač ja, tukaj vidite, bom rekel, priden oziroma fenomenalen, kar se šole tiče, saj kakor jaz vem, mislim, da je že nepar izpitov celo vnaprej delo za to, da se je pač dejansko lahko pripravil za nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu in pol na koncu koncev tam tudi odderko pošteno, tako da mislim, bil je najhitrejši, absolutno, sicer z neko majhno napako v svoje drugo mesto, tako da super. Šola in trening, vidu je vse kristalno jasno. Uspeh pa na koncu vedno prinese samo trdo delo. Poti je več, katere prinašajo uspeh, sam poskušam pač čim več dobrega treninga opraviti, da pač si zagotovim neko sigurnost samemu sebi, da potem lažje na tekmah. Drugače pa nasplošno čim bolj kontrolirano veslanje, čim manj truda oziroma izbrati pravo mero tehnike, taktike in pa potem na koncu same moči. Pred sabo ima nove izzive, pa tudi vzornike. Najboljše slovenske kajakaše in Italijana Molmentija, ki je osvojil vse, kar se osvojiti da. Dobro pa so mu poznani tudi očetovi uspehi. Zagotovo v ponos, a nikakor v breme. Nobenega ne bi rad ponovil, pač bom sam probal čim več narediti. Dokler bo šlo, bom šlo. Dokler bo fajn veslati pa trenirati, bom treniral. Če bo pač šlo še tako dobro, kot je šlo letos, bo toliko bolj fajn. Tako da to bi bilo to. Ja, lepo teče današnja oddaja, kaj ne? Ampak tako kot pri kajaku in kanuju je tudi pri nas čas gospodar in ta pravi, da smo prišli do konca. Vendar pa to je bil šele prvi letošnji Kajak Kanu magazin. Zato nikakor ne zamudite niti naše naslednje oddaje, ki bo na sporedu zadnji torek v mesecu juniju. Se vidimo.